In zdaj je čas, da na naš kriptomat račun nakažemo denar. Zdaj opciji na kriptomatu sta dve, lahko nakažete preko SEPA nakazila ali preko kreditne kartice. Mi tukaj bomo prikazali, kako se nakaže preko SEPA nakazila, ker je tudi najceneje. Kreditne kartice namreč poberejo tudi svojo provizijo, ki pri večjih zneskih ni ravno poceni. Zato se tudi najbolj splača preko SEPA nakazila in to bomo tudi pokazali preko mobilne naprave. In tukaj zgoraj zdaj vidimo gumbek Nakaži in jaz bom kar tapnil tole in seveda bomo vzeli SEPA naročilo, tako da se bo nakazalo preko naše banke. No, morda bo tukaj treba malček počakati, da se nakazilo izvede, medtem ko pri kreditnih karticah je tole skorajda instantno. Ampak, kot sem že omenil, tukaj so višje provizije. Tako da dajmo kar SEPA bančno nakazilo in tukaj se nam zdaj prikaže okno, kam moramo mi tole nakazati. Tukaj so vsi podatki, recimo IBAN, številka računa, prejemnik, naslov. No, zdaj, tudi glede na to, da smo na mobilni napravi, vam ni treba vsega tega prepisovati. Tukaj zraven so tele ikonice, ki preprosto kopirajo tale tekst. Torej, če hočem kopirati številko računa, samo tapnem na tole ikonico in to je kopirano, grem na svojo spletno banko in tam vnesem v SEPA obrazec. In enkrat, ko je SEPA obrazec izpolnjen z vsemi temi podatki, lahko izvedemo nakazilo in to nakazilo se bo nato pojavilo na našem kriptomat računu.